Jaz sem bil letos res priden. Ja, saj ti verjamem. Ja, ne, ti meni se ti verjamem, pa dobim kar en darilo. Dobil boš zelo lepo darilo. Ja, okej. Naredil sem seznam. Dvakrat sem odnesel sam smeti, samo enkrat sem rignil po pijači z mehurčki, ampak sem pol takoj rekel pardon. Ja, saj ti ni treba vsega prebrati. Ne, dogovor je, da če sem bil celo leto priden, dobim to, kar sem napisal v pismu, ja? Čakate zelo lepo darilo. Ne bom še enkrat padel na to finto, poslušaj do konca, Božiček. Samo enkrat sem rekel uno grdo besedo na P, ampak še to čist potih, ne? Dvakrat sem polulil pokrov školjke, ampak sem pol takoj vse pobrisal, no. Skoraj vse, malo še ostalo. Okej. Verjamem ti, da si bil res priden. Izvoli darilo. Super, hvala. Kaj pa je to? Lepa knjigica o enem fantku. Fantek Ivijan začne gibati. Pa kdo je ta Ivijan? To je fantek, ki je nehal igrati računalniške igre in začel trenirati tenis. Pa dobro, še za Harryja Potterja nimaš keša, ali kaj? Jaz sem lepo napisal, da hočem igrice, The Last of Us pa Fallout. No, preveč časa preživiš z igranjem teh računalniških iger. Mila! O ne, to je njen ta drug brat. Pa spet zafrkno. Dobil sem kar en darilo. A ga lahko prijavlja na občino, ali pa policiji, ali pa predsednici države Nataši. Daj pomer se tam malo. Kje so njegove igrice? Te računalniške igre niso primerne za njegovo starost. Če jih hočete, rečite svojim staršem. Misliš, da sem midva neumna, ali kaj? Najni starši nama nikoli ne bi kaj tazga kupili, zato pač piševa Božičku, ne? Poleg tega pa današnji otroci čist premalo gibate. Kdo se oglaša? Kaj pa, če bi ti začel malo gibati, a? Pa potali peš kakšno darilo, da te najo rabali leni okoli furat. 4, 5, 6. A ste že naročeni na naš kanal? Dajte se naročiti. 10, 11, 12. Greva še enkrat do začetka.